Danes je sestal izvršni odbor liberalne demokracije, zato da opravi razpravo o prvih analizah volitev. Čeprav morda rezultat ni tak, kot smo ga pričakovali ali kot bi si ga želeli, pa se v izvršnem odboru zavedamo, da je šla liberalna demokracija čez eno težko obdobje, da je imela za seboj hudo krizo, takšno kot verjetno nobena druga stranka, ki je sodelovala na teh volitvah. In ne glede na to, da morda je rezultat nekaj odstotkov nižji od tega, kar smo pričakovali, se vsi v izvršnem odboru strinjajo s tem, da je to, da smo prišli v parlament, da smo dosegli 5 mandatov, dober rezultat. Glede na to, da smo praktično celo zadnje leto in pol posvetili notranji konsolidaciji stranke, prenovi postopkov, pridobivanju novih ljudi, lahko zaključimo, da je bila ta predvsem zadnja faza konsolidacije stranke pomembna in da je pripeljala do tega, čemur rečemo uspeh, predvsem tudi zato, ker je bil naš glavni cilj to, da pride do zamenjave oblasti, da pride do drugačnega vodenja Slovenije in da smo se pravilno odločili, da smo sestavni del ekipe, ki ponuja alternativo za prihodnost. Natančnejša analiza volitev bo izdelana. Izvršni odbor je zadolžil generalnega sekretarja, da pripravi natančno analizo in jo bo obravnaval tudi svet stranke, vendar nekoliko kasneje. Izvršni odbor se je tudi seznanil z dosedanjimi neformalnimi pogovori z kolegi iz SD in Zares in tudi vzel na znanje to, da se bodo potem, ko bodo znani dokončni rezultati volitev, začela, ukolikor ne bo kakšnih sprememb, začela pogovarjanja o sestavi bodoče koalicije. V stranki bomo oblikovali posebno pogajalsko ekipo in pričakujemo, da se bo v nadaljnjih dneh začel resen pogovor o tem, kakšna bo vsebina koalicijske pogodbe, kakšne bodo prioritete in pričakujemo, da bomo lahko že v tej fazi sodelovali enakopravno kot ostale stranke.